Rejništvo je ena tistih oblik varstva in vzgoje otrok, na katere smo v Sloveniji lahko upravičeno ponosni. Po našem modelu se ozira vrsta držav. To, kar je pri rejništvu še posebej pomembno, je dejstvo, da zaradi bogate tradicije izvajanja rejniške dejavnosti v Sloveniji praktično ni potrebe po institucionalni obliki varstva. Rejnice in rejniki opravljajo torej dejavnost, ki nadomesti druge oblike varstva in vzgoje otrok, ki so za otroka manj primerne oziroma nosijo s seboj vrsto slabih in trajnih posledic, povezanih predvsem s čustvenim doživljanjem in socialnim razvojem otroka. Dejstvo je, da imamo po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ta hip v rejništvu 1171 rejencev v rejniških družinah in 336 pri sorodnikih, poleg tega pa še 173 prostih mest. Z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti smo uredili dejavnost, nadzor, strokovno delo in plačilo do te mere, da trenutno pokrivamo potrebe otrok in še več kot to. To je razveseljivo dejstvo, vendar se kljub temu pojavljajo v javnosti dileme, vprašanja in kritike, predvsem na račun slabega plačila dela in priznanih stroškov za otroke, neurejenih pravic iz naslova izvajanja dejavnosti za rejnike in rejnice in po mojem povsem neutemeljenega povezovanja rejništva s posvojitvami. Glede plačila nagrad za rejnike in priznanih stroškov za rejence bi bilo verjetno res smiselno ponovno proučiti možnosti, kako bi lahko bolje vrednotili delo rejnikov in rejnic, predvsem tistih, ki svojo dejavnost opravljajo odlično in odgovorno v vseh pogledih. Tako kot velja za ostala dela, bi moral biti večji tudi variabilni del nagrade, ki bi omogočal, da je boljše strokovno delo tudi boljše vrednoteno. Glede stroškov za rejence pa je nujno ohranjati razmerje do vseh ostalih otrok oziroma njihovih staršev, tako da ohranjamo razmerja, ki postavljajo otroke v čim bolj enakopraven položaj. Tudi ta del pa bi bilo dobro ponovno proučiti in ovrednotiti. Glede urejanja statusa rejnikov, povezanega z enakopravnim položajem z drugimi delavci, ki so v delovnem razmerju, je bilo že veliko govora. V Sloveniji bi šli lahko tudi v tej smeri, vendar se moramo zavedati, da bomo s tem odprli novo poglavje in povsem spremenili način izvajanja rejniške dejavnosti. Približali jo bomo institucionalnim oblikam in izgubili tisto, kar je bilo ves čas bistvo rejništva. Zato je tovrstne korake potrebno temeljito proučiti. Glede povezovanja rejništva s posvojitvami pa je potrebno zavrniti vrsto argumentov tistih, ki se ukvarjajo s tem področjem. Posvojitve in rejništvo sta po svoji vsebini povsem različni področji. Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, ki je začasne narave. Posvojitev pa je dokončna odločitev, kar pomeni, da s posvojitvijo otroka biološkim staršem prenehajo njihove pravice in dolžnosti, otrok, posvojenec, deduje po posvojiteljih in posvojitev se ne more razvezati. Ta dejstva moramo upoštevati, ko govorimo o potencialnih posvojencih, ki so v rejništvu. Bilo bi neetično pritiskati na biološke starše in rejence, da se odpovedo svojim biološkim vezem na račun potreb nekoga drugega. Če bi že prihajalo do situacij, ko bi bilo smiselno rejenca posvojiti, pa bi bilo to nujno storiti le ob soglasju vseh vpletenih, otroka, bioloških staršev in bodočih posvojiteljev, brez vsakršnega pritiska. Prepričana sem, da z dobrim strokovnim delom, z biološko družino, otrokom, rejencem in rejnikom ohranjamo optimalna razmerja. Kadar in če temu ni tako, pa je potrebno z največjo mero občutljivosti vseh vpletenih ta razmerja reševati izključno v otrokovo korist in ob njegovem soglasju. V zvezi z rejništvom bi bilo s strani države nujno dograditi in še predvsem naslednje. Skrbno načrtovati mrežo rejniških družin ob strokovni podpori delavcev centrov za socialno delo, dosledno in načrtno izvajati usposabljanje rejnikov, dosledno in načrtno izvajati individualni načrt rejništva in dosledno in načrtno izvajati nadzor nad delom, ki bi bil navsezadnje lahko tudi dobra podlaga za boljše vrednotenje rejniškega dela in predvsem za preprečevanje kakršnihkoli oblik zlorab.